Ja, današnja razprava je potrdila, da imamo v gospodarstvu številne probleme, konkretne težave z operativno vlado, z najrazličnejšimi ministrstvi, birokratskimi ovirami, tudi ovire v samem sistemu, ko gre recimo za pridobivanje bančnih sredstev, pa za kredibilnost države, za premalo poznano Slovenijo, kar nam otežuje poslovanje na tujih trgih, istočasno pa, da imamo tudi številne konkretne predloge in rešitve, ter nazadnje tudi ambicije, kako priti iz te krize. Veseli me, ker smo skupaj z politiki in njihovimi predstavniki v parlamentu, se pravi s političnimi strankami in njihovimi predstavniki, uspeli izmenjati izkušnje. Veseli me tudi, ker vidim, da so se politiki dobro pripravili na to, kaj gospodarstvo teži in kaj bi oni lahko predlagali, vendar tako, kot smo danes tudi povzeli. To je prvi krog, ki ga tečemo, pomembneje bo, kaj bo nastalo po volitvah, kakšno koalicijo bomo dobili in kakšne kompromise bodo oni sprejeli, kajti ta program, ki ga sedaj pripravljajo, je bolj skupek dobrih želja in obljub, ni nekaj, kar bi bilo verjetno kredibilno in realno, da bodo lahko tudi realizirali. Zato bomo tudi v drugem krogu še pozorneje pristopili k političnim strankam, ki bodo oblikovali vladno koalicijo in se potrudili, da bodo pripravili skupaj z nami tak gospodarski program, tak razvojni program, ki bo omogočil večjo konkurenčnost in nazadnje tudi stabilnejšo socialno državo, ki bo omogočila delo širšemu krogu, predvsem danes brezposelnih.